46-letni Velenjčan umoril 33-letno izvenzakonsko partnerko. Na Štefanovo tudi v številnih krajih na Celjskem žegnanje konj. Pred jamo pekel na ogled male živali. 7. zmago celjski hokejisti na 7. mestu lige INL. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. 46-letni Velenjčan je v nedeljo nekaj pred 4. uro zjutraj s svojim osebnim vozilom v zdravstveni dom Velenje pripeljal 33-letno izvenzakonsko partnerko, ki jo je večkrat udaril v glavo, nato pa zadavil. Osumljencu grozi najmanj 15 let zapora. Ugotovili smo z vsemi temi ukrepi, ki smo izvedli, da sta se 46-letni osumljenec in njegova 33-letna partnerka 26. zvečer udeležila koncerta v Rdeči dvorani. Tam nekje po 2. uri je med njima prišlo do manjšega spora, zaradi česa sta se peš napotila proti domu. Na poti od Rdeče dvorane proti domu je med njima ponovno prišlo do prepira, pri čemer je osumljeni v neposredni bližini vrtca Nejde Hojca pokojni zadal več udarcev v predel glave, s čemer je najverjetneje onesposobil, da bi se mu lahko odpirala in je v nadaljevanju tudi zadavil. Pokojno je pustil v bližini, kamor je odvlekel, na kar je odšel po svoje vozilo v garažno hišo ob Rdeči dvorani, pripeljal vozilo na kraj dejanja, naložil truplo v prtljažnik, s truplom se odpeljal domov, za krajši čas odšel v stanovanje in nato odpeljal truplo v zdravstveni dom Velenje. 46-letni osumljenec je sicer stari znanec policije. V preteklosti je osumljeni že bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, kakor tudi za kazniva dejanja z področja premoženjske kriminalitete in mu je bila tudi že izrečena zaporna kazen. Pokojna je maja letos osumljenca že prijavila policiji. V mesecu maju je bila podana prijava, vendar predvsem zaradi psihičnega nasilja, ne fizičnega, vse ne v zadnjih letih. Takrat so policisti zbrali obvestila, izvedli potrebne ukrepe in tudi podali kazensko ovadbo na tožilstvo. Osumljeni je bil včeraj priveden k preiskovalnemu sodniku. Grozi mu najmanj 15-letna zaporna kazen. Sveti Štefan goduje dan po Božiču 26. decembra. V krščanskem svetu velja za zavetnika konj in živine. Po stari navadi na ta dan v številnih krajih po Sloveniji pripravljajo tudi blagoslov konj. V Laškem so ga pripravili že 18. leto zapored. Laški etno odbor Jureta Krašovca Možnarja v sodelovanju s Stikom in občino Laško na god svetega Štefana na Aškrčevem trgu v Laškem pripravil 18. žegnanje konj. Ja, kot vsako leto, že zadnjih 20 let, se tu pred cerkev svetega Martina zberejo konjerejci iz občine Laško in pa tudi drugje. In nekako s starim običajem potem gospod dekan upravi žegnanje konj v Laškem in jaz mislim, da je to taka lepa tradicija, lep običaj, nekako tudi začetek današnjega dne, vhoda v praznovanje novega leta, to je prvi pobožični dan. Ja, običajno pride od 30 do 40 rejcev in to so v bistvu rejci iz okolice Laškega. So bili časi, ko je bilo nekaj konj več, v tem času jih je pač toliko jih je. Pred blagoslovom sta rejce nagovorila župan občine Laško in dekan, ki je nato opravil še blagoslov konj. Vsak, ki je pripeljal konja, je dobil tudi sol zanj. Blagoslovljeno sol primešamo k navadni soli in uporabimo za soljenje hrane oziroma primešamo hrani za živino. To je eden od načinov, kako kristjani prosimo Boga, naj varuje nas in našo lastnino. Običajno hodimo vsako leto, danes je pa res en tak lep praznični dan in smo se odločili, da gremo malo naše ljubljenčke, mini Shetland ponije, tudi na žegnanje v Laško. Vsako leto, že mende, mogoče enkrat nisem bil vsega skupaj. Imamo še eno žrebico doma.
Organizatorji so vse obiskovalce postregli s kuhanim vinom in pripravili številna druga presenečenja. Glede na to, da v Laškem že nekako danes večer v mestu zaključujemo z samim novoletnim koncertom z skupino Rock and Band, se pa danes mnogo kaj dogaja v Laškem, tudi ribiči z svojimi ribami nekako častijo občane in pa mimoidoče Laškega z porcijo rib zastonj. V večernem urah imamo tudi koncert Godbena Pihala v Zidanem mostu, jutri pa slavnostni koncert, potem tudi Godbena Pihala Laško. Žegnanje konj je tudi letos v Laško privabilo številne obiskovalce, zaradi lepega vremena pa je bil dober tudi odziv rejcev konj. Savinjsko društvo gojiteljev malih živali občine Žalec je v minulih prazničnih dneh pred Jamo Pekel pripravilo promocijsko razstavo malih živali. Obiskovalci so si lahko ogledali živali, ki jih gojijo člani društva, hkrati pa izvedeli vse o delovanju društva ter zanimivostih o razstavljenih živalih. Na razstavi smo lahko videli različne pasme zajcev in predvsem precej različnih pernatih živali. Tukaj so predstavljene številne pasme domačih živali, se pravi nekaj perutnine, nekaj kokoši in pa tudi kuncev in pa golobov. So pa različne velikosti, od skoraj največjih trenutno nimamo, pa do najmanjših možnih pasem. Večina teh živali ni na kmetijah, so zelo redke, ker so tudi zelo redke v sami Sloveniji. Imamo na primer predstavnika Satsumadori kokoši, ki je edino naše društvo, ima to omenjeno pasmo v Sloveniji. Društvo je bilo sicer ustanovljeno leta 2000 in danes šteje okoli 30 članov. Njihov namen je zlasti ohranjanje različnih pasem malih živali, pa naj gre tu za kunce, kokoši, race, golobe ali morske prašičke. Smo v bistvu eno izmed najboljših društev, kar se tiče perutnine v Sloveniji, saj smo še vedno aktualni zmagovalci superpokala za perutnino. Tako da se trudimo in ohranjamo številne pasme, ki bi brez nas v bistvu že izumrle. Načrti za prihodnost? Dobiti še čim več novih članov, v bodoče pa tudi razširiti našo dejavnost, razstavo, če se bo le dalo preko meja, morda tudi na evropsko raven. Razstavo društvo sicer vsako leto pripravi septembra v enem od krajev Spodnje Savinjske doline. Na njej je prikazana še kakšna pasma več kot na tokratni promocijski razstavi. Namen društva je poleg povezovanja obstoječih gojiteljev tudi promocija te večinoma prostočasne dejavnosti, zlasti med mladimi. To je pač specifična zadeva, potrebno je imeti prostor, tudi nekaj denarja, ker večina pasem je treba pač pripeljati iz tujine, ker jih v Sloveniji ni, ker pač smo mali trg in se tudi ne da pač tako nekaj potem iztržiti za to. Ne, je vse narejeno na ljubiteljski ravni. Gojitelji male živali pogosto predstavijo tudi na različnih razstavah. Človek kupi žival, pasmo, potem pa za vsako pasmo je predpisan določen standard. Ne? In vsak gojitelj se poskuša približati čim bolj standardu za pasmo, se pravi perfektnosti same živali. Ne? Se pravi, potem imamo pač kokoško in petelina, jih imamo skupaj, čakamo na jajca in potem damo valiti in upamo, da se izvalijo čim bolj kvalitetne živali in potem jih pač čakamo in vzrejamo do odrasle velikosti. Živali se potem da na razstavo, tam jih strokovno ocenijo sodniki in potem človek vidi, kje je. Kot še poudarjajo v društvu, želijo svojim delom že pri najmlajših vzpodbuditi čut in ljubezen do živali. Hokejisti EC Celja so v 23. krogu lige INL na domačem ledu premagali avstrijski Kaffenberg s 5-2. To je bila 7. letošnja zmaga varovancev, trenerja Roka Rojška, ki na prvenstveni lestvici trenutno zasedajo 7. mesto. Celjani so po uvodnem šoku na zadnji tekmi na koncu prišli do zaslužene zmage. Slab začetek, bi rekel, v 11 sekundi smo dobili zadetek, ena napaka se nam je zgodila.
potem pa smo rabili precej dolg časa, da smo iziniti in zanačili, ampak bi rekel, da nekako smo stopnjevali tempo v drugi polovici tekme, smo postali boljši, predvladovali, dosegali tudi te zadetke in na koncu se je tekma šla po naših željah. V celjskem klubu se iz leta v leto vidi napredek. Prvo moštvo je vse boljše in boljše, predvsem pa izkušenejše, kar se več kot očitno pozna tudi na samih rezultatih. Ja, seveda, ko smo pred 3 sezone nazaj začeli s tem članskim hokejem po dolgih 15 letih, smo rekli, da rabimo nekje 5 let, da bo ta ekipa dozorela. Se je bilo 80% igralcev je prišlo iz mladinske ekipe direktno člansko, pred 3 leti štartali svojo prvo člansko sezono in to je bilo težko in navedli smo, da bo potreben čas, da ekipa dozori. Je pa res, da smo se v tej sezoni uspeli pridobiti nekih svojih igralcev nazaj, izkušenejših in to je tisto, kar se nam pozna. Pripeljali smo tudi drugega vratarja in pa še uspeli na koncu pridobiti še Sveteta iz Bleda. Se pravi, da smo pridobili na izkušnjah in to je tisti jeziček na tehnici, ki pokaže, da smo boljši letos, da smo sigurnejši in na osnovi tega tudi boljša igra in več točk. Trenerju Roku Rojšku pa v zadnjem obdobju sive lase povzročajo številne poškodbe. No, sivih las ni videti. Moram reči, da lasi mi bolj kot ne odpadajo. Zato se tudi ne vidijo. Poškodbe, ja, to je v tem trenutku nastal problem. Moramo reči, da si Tomo Hafner pred 3 tedni zlomil roko na tekmi v Feldkirchu in bo odsoten 2,5 do 3 mesece. Jaz upam, da se uvrstimo v play-off in da bo za play-off pripravljen. Na tej zadnji tekmi pa je Žiga Svetel trpel nalet v glavo in pretres možganov. Zdaj zaenkrat mora počivati. Bomo videli, koliko časa bo on potreboval za to sanacijo te poškodbe in upam, da se čim prej vrne tudi on. Danes celjske hokejiste čaka gostovanje v Avstriji pri CLMZ-ju. Moram reči, da smo že CLMZ letos 2-krat premagali, kar pa mogoče celo ni realno stanje, sploh zadnja tekma, ki smo jo zmagali CLMZ-om 5-0. Moram reči, da sem se v Ciri še enkrat ogledal to tekmo. Bili smo pol tekme v podrejenem položaju, potem pa, ne vem, z njihovih napak smo dosegli celo 2 gola z igralcem manj in tiste tekme prelomili in v zadnji tretjini smo potem to tekmo samo še pripeljali do konca. Je pa še vedno realno CLMZ favorit proti nam, sploh gledamo v tej okrnjeni postavi, ampak vseeno bomo igrali najboljše, kar se da in poskušali tudi zmagati danes. Kaj pa želje za naprej? Želja je, da pridejo igralci čim prej nazaj, te, ko so poškodovani. Sem je tempo v tem, sploh v januarju bo tempo kar hud. Igramo še državno prvenstvo z ekipami, ki ne nastopajo v INL ligi. To pomeni, da igramo v prvih 3 tednih v januarju po 3 tekme na teden. To je kar velik tempo za tako polprofesionalno ekipo, ki jo imamo mi. To pomeni, da igralci še vedno delajo, hodijo v šole in plus tega igrajo še 3 tekme na teden. Je to ogromen napor in jaz si sam želim, da bomo zdržali to do play-offa brez novih poškodb. Največja želja še vedno ostajajo številni gledalci, ki se sicer pridoma vračajo, a si v celjskem hokejskem klubu razumljivo želijo še precej več. To si želimo, saj smo videli na tekmo proti Jesenicam, ko je bilo gledalcev res največ v letosni sezoni, da to igralce ponese, dobimo neko dodatno energijo in povezavi s tem igramo še boljše. Jutri bo dopoldne oblačno, ponekod lahko naletava celo sneg. Popoldne se bo delno zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, najvišje dnevne pa malo nad 0 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno in hladno, veter bo postopno oslabel. V petek se bo spet pooblačilo. Tako z vremensko napovedjo pa tudi zaključujemo današnje dogodke dneva. Sledite jim ponovno jutri ob podobnem času, za tokrat pa le lep večer.